Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Veste, kako poskrbeti za zdravje vašega organizma? Tako, da poskrbite za dobro prebavo in za zdravje vaših zob. In za te verjamem, odkar skupaj gledamo in soustvarjamo oddajo Halo zobozdravnik, vsi še malo bolj temeljito skrbimo. Pa vendarle je tukaj dr. Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant, ki bo tudi nocoj delil nasvete in svoja strokovna znanja z vami. Že zdaj ste povabljeni, da sodelujete, da nas pokličete v oddajo in ga vprašate karkoli vas zanima v zvezi z zdravjem vaših zob. Dr. Robič, lepo pozdravljeni. Dober večer. Danes se bova lotila ene zelo pomembne teme. Verjetno se v neki določeni starosti veliko ljudi z njo sreča. To so zobni vsadki oziroma implantanti. Kaj to pravzaprav sploh je? Da veva, o čem govoriva. Tako, zobni vsadek najenostavneje opišemo kot vijak, ki ima obliko cilindra, ki se vstavi v čeljustno kost in nadomesti zobno korenino. To je v kratkem ta najbolj enostaven opis. Če pa malo bolj zakompliciramo, bi pa rekli, da je to kot nek vstavek v kost, v katerega se na to privijači še eden nastavek, na katerega gre potem zob. Implantat kot sam je recimo ta kostni del, ki nadomesti korenino, na to pa, da govorimo o neki celoti, potrebujemo gor še zobno krono. Najbrž bo naša režija tudi pokazala posnetek. Me pa med tem zanima, ko bomo to gledali, se poslužujete tega, da pacientom vizualno predstavite te implantate ali ne? Si želimo mi vedeti, kaj nam pravzaprav delate v ustih? Namreč moj zobozdravnik strašno rad pove vse, kar mi bo naredil, mi pokaže vse fotografije in včasih kar ustavim, mogoče mi ni treba čisto vsega vedeti. Vi to počnete? Kako je to sprejeto? To je zanimivo. Sploh bom rekel na začetku, ko sem imel več časa, smo to radi vse kazali vizualno, ampak dejstvo je, zdaj, če si pogledamo ta posnetek, ki je zgolj schematski, kako poteka vstavitev zobnega implantata po izgubi zoba, ko naredimo se pravi neko novo ležišče v kosti s svedri, v katerega bo na to potem vstavljen zobni vsadek. In en tak posnetek ljudje še lahko gledajo, velika večina ljudi lahko gleda, določen procent pa seveda tega noče videti. In morda so vsi te stomatološki posegi za enega laika preveč specifični, bom rekel, neprijetni za gledati, ne sproščajo nekih pozitivnih čustev, zato dejansko teh vizualnih predstav bolj malo kažemo. Ta video, ki ga zdaj kažemo, pacientu pred posegom sicer ne bi pokazal. Ni sicer nič groznega, ampak je drugače takole videti, kot pa na stolu. Tako, ja. Ali pa v čakalnici. Verjetno tega nimate na vaših skrinih, v čakalnici. Imamo neko shemo, sicer, bom rekel, dost primitivno in enostavno pokazana, kjer ni toliko svedrov, je pač skrajšan postopek, ampak zgolj schematsko, da človeku predstavi, kako potem ta vsadek vstavimo v kost. Zdaj na posnetku vidimo, kako je vsadek sterilno zapakiran v svoji vijali in ga potem brez dotika z inštrumentarijem privijačimo v čeljustno kost. Seveda je tu potrebno še rano ali zašiti, ali če delamo minimalno invazivno, brez dvigovanja režnjev, brez rezov v dlesen, teh dodatnih postopkov krvavečih potem ni, ampak vseeno včasih ljudje nočejo videti vnaprej, kaj jih čaka. Pa ne, da bi to bolelo, ampak zgolj predstava je drugačna, ko si nekaj predstavljaš, kaj bo to eden delal po glavi. Je morda boljše, če se bolj pomirjeni, nič hudega ne bo, pripravi se ležišče, kar je dejansko vse res, pripravi se ležišče za zobni vsadek, v to ležišče se vstavi, se privijači zobni implantat in potem ali takoj ali pa čez nekaj tednov bova na tem vsadku naredila še zobno krono in potem vse skupaj lažje, ker so pomirjeni, da to ni nek bav. Tudi ko gremo, ne vem, na neko
operacijo, kjerkoli po telesu nam kirurgi prej ne pokažejo, kaj bodo delali. Nekako ni. Kdor je pa radoveden, pa obstajajo posnetki, na internetu imamo tega, kako hočemo, tudi zadnjič smo midva posnela v ordinaciji en video, ampak se pravi, kakšne večje posege pa nihče ne želi gledati in ne spodbuja nekih pozitivnih emocij. Boljše je samo tisto prej, potem in to je to. Bi potem rekli, da ste zobozdravniki tudi en delček psihologov, sociologov, pa še kakšno veščino zraven morate obvladati, da veste, kaj pri pacientu bo užgalo in česa bolje, da ne pokažete. Tako je, ja. Torej, to ni enako usadek kot recimo štift, ki se ga vstavi v zob, če se zob zlomi, ne? Ne, tu pride večkrat do zamenjave pri pacientih, ko ne vedo pravzaprav, kaj imajo sploh v ustih in rečejo, ja, imam implantat, tu imam en implantat, tu imam drug, ampak na rentgenski sliki lahko pokažemo sliko, kjer se vidi razlika med tem štiftom in implantatom, kako to ločiti. Se pravi, štift ali zobni zatiček se vstavi v zobno korenino, ko se odlomi zobna krona. Zato, da ojačamo zobno korenino, jo podaljšamo, jo dogradimo in nato preko tega štifta naredimo zob. Medtem ko pa zobni vsadek vstavimo v kost in takrat na tem mestu ni več zoba oziroma korenine, zobne korenine. Implantat je rešitev tam, ko ni več drugih možnosti, da bi lahko eno staro zobno korenino oziroma zob restaurirali in obnovili z zobno krono. In tu se tudi na sliki vidi jasna razlika, na levi sliki vidimo, da je to pač nek štift v zobni korenini, implantat pa je direktno v čeljustni kosti. Res je, da imajo tudi te zatički, štifti nekateri navoje in res spominjajo na en implantat, ampak načeloma je ta glavna razlika v tem, da implantat gre direktno v zobno kost, medtem ko je štift v zobni korenini. In zdaj, če smo že pri tem, kako boleči so ti postopki? Sama vstavitev implantata sama po sebi ni boleča. Zato, ker tkiva okoli tega mesta umrtvimo z lokalno anestezijo. Kar boli anestezija, jaz rečem. Tudi po posegu načeloma ni bolečin. Zdaj moramo vedno razločiti, da damo noter 1, 2, 3 vsadke v zaceljeno čeljust. Tu lahko rečemo, da pacient ne bo imel nobenih bolečin potem, ko bo anestezija spustila ali pa bo moral vzeti eno tableto protibolečinsko in je to. Se pravi, pri večjih posegih, kjer je treba dodajati kost ali je treba delati druge manevre, tam je lahko prisotna bolečina, ampak tudi ta bolečina je ponavadi prisotna zgolj prvih 6 ur. To se v bistvu premosti z eno protibolečinsko ali 2 tabletama. Naslednji dan mora biti pa v redu. Res je, da na dotik še lahko dlesen boli, če je bila rezana, ampak danes težimo v to, da se dela vse minimalno invazivno, da ni lupljenja dlesni od čeljustne kosti, da bi mi videli, kam bomo implantat vstavili, ampak da se vse to splanira vnaprej, da imamo v bistvu v glavi že predstavo ali pa šablono, kam bomo vsadek usadili, pod kakšnim kotom, zato da je to, rekel, čim manj travme za pacienta in za vsa okoliška tkiva. Jaz predlagam, da si zdaj pogledava še eno animacijo, ki ima pripravljena naša režija. To smo že pogledali. Ja, pa se nisem spremljala. Zdaj pa razloži, če kako gre ta tujek v kosti. To je tako, kot recimo, ko da molečo v oko, jo tudi tako občutimo ali ne. Imamo potem težave? Implantat je res tujek. To gre za tujek, ampak to je tujek, ki ga organizem sprejme kot del lastnega tkiva, kot zob, naprimer, oziroma. Te naše kostne celice se primejo na površino zobnega vsadka in začno nalagati novo kostnino direktno na titanovo površino. Seveda je ta površina obdelana, je porozna, zato da se lahko te odontoblasti primejo na zobno površino in začno odlagati. Te površine so danes že zelo napredne, zato da teh prvih faz tistega čiščenja po ustavitvi, da ni to 7 dni, ampak znamo že zdaj naravo nekako pretentati oziroma ji pomagati, da preskočimo prvih 7 dni. Ampak vseeno
kakorkoli obrnemo, tu gre za tujek. Če celjenje poteka normalno, je ta tujek sprejet kot del vnetnega procesa, ampak ga organizem sprejme in obda z lastno kostjo. V primeru, da gre pa slučajno kaj narobe, kar tudi lahko se zgodi, pa to celjenje gre v napačno smer, da se okoli zobnega vsadka naredi fibroza, mehko tkivo in tak implantat potem izpade. Tudi če implantat izpade, to je pogosto vprašanje, ljudi je strah, pravijo, kaj pa če meni to ne bo sprejelo, kaj bo pa potem, bo to bolečina. Na srečo ne, ta vsadek, ki se ne sprejme, enostavno izpade in ne povzroča nekih težav, lahko potem v to isto ležišče ustavimo že, bom rekel, tudi takoj, širši, debelejši implantat, ki bo nalegal na zdravo čeljustno kost in bo potem to novo celjenje praktično nemoteno potekalo naprej. Je pa res, da se nam v tem primeru celoten poseg oziroma celoten potek restauracije podaljša. Je pa to stvar, za katero ni treba skrbeti, ker to se vseeno zgodi zelo, zelo redko. In če je vse delano v sterilnih pogojih, da je sam poseg narejen s sterilnim inštrumentarijem v aseptičnih pogojih, potem so te zapleti zelo, zelo mali. Nekaj jih sicer je, ampak redko kdaj se zgodi, da bi bilo to tam, kjer je vse v redu, ampak včasih mi tudi poskušamo pretentati naravo, kaj pohitriti, ker vemo, če ne bo uspelo, ne bo tragedije, še vedno bomo lahko čez 2 meseca, tako kot bi po neki stari doktrini delali vsaditev implantata, ko bo kost zaceljena, tako pa če delamo mi takoj in da predvidimo, da zaradi tega nima biti kaj narobe in da je tveganje 1-2%, potem gremo vedno v to takojšnjo implantacijo, zato da se čas okrevanja in število posegov in s tem tudi bolečin in travme za pacienta zmanjša. Jaz predlagam, če naši gledalci oziroma poslušalci malo bolje spremljajo sliko na TV ekranih, doma imate vendarle velike zaslone, in opazite, karkoli vas zanima v zvezi z zdravjem vaših zob, zobozdravstvom, morda s težavami, ki se pojavljajo v vaših ustih ali pa v ustih vaših sorodnikov, da nas seveda pokličete. Zdaj je pravi trenutek, sezona oddaje se počasi zaključuje in potem ne bo več te priložnosti, ko boste lahko kar preko telefona izvedeli kakšen nasvet več. Saj veste, sicer se morate odpraviti v ambulanto in tam počakati na ta pravi zobozdravstveni stol. Tako da nas pokličite in vprašajte, kar vas zanima. Doktor Robič, ko jaz izgubim zob, sem primerna za ustavitev implantata? Je to čisto za vsakogar ali lahko tudi naletim na kakšno težavo pri tem? Načeloma je vsak zdrav človek primeren kandidat za zobne vsadke. To ne pomeni, da vsak, ki ni popolnoma zdrav, ni primeren, ampak so pa neki zadržki. Največji zadržek je neurejena, poudarjam, neurejena sladkorna bolezen. To pomeni sladkorna bolezen, ki niha, ko pacienti nimajo urejenega tega stanja, ko jim niha sladkor iz 13 na 7 ali še celo nižje. In pri takšnih je načeloma tudi zobno zdravje slabše, zato ker parodontoza je dejavnik tveganja za razvoj parodontalne bolezni. Takšni pacienti imajo slabše ustno zdravje, imajo tudi slabše celjenje in pri takšnih je potem lahko tudi z vsadki problem. Ampak to ponavadi lepo uredimo, oziroma danes bom rekel, so kar zelo pridni, imajo te dnevnike, ko si pišejo, nam je pomemben podatek, kakšno je to 3-mesečno povprečje sladkorja v krvi. In tudi, če je raven, ne vem, na 8 ali 9, to ni kontraindikacija za vsadke. Imamo paciente, ki imajo že zdaj, bom rekel, po 5 let vsajene vsadke, brez vsakega problema z zdravo dlesnijo in tudi celjenje je bilo normalno. In zanimivo je, ker tak poseg, ko pride, je to nek preskok v miselnosti človeka in začne potem, bom rekel, tudi bolj spoštovati to svoje ustno zdravje. In
ti ljudje potem bolj začnejo paziti. Ne? In večkrat mi rečejo, zdaj, ko sem dal pa tiste malice stran, zdaj imam pa veliko boljše tudi to tromesečno, recimo, povprečje sladkorja, manj imam nihanj, veliko bolj imam urejeno sladkorno bolezen. Ne? Ker po drugi strani moramo povedati, da tudi ustno zdravje oziroma parodontoza vpliva na potrebo po inzulinu pri sladkornih bolnikih, ki so že na injekcijah. Ne? In ko si enkrat uredijo ustno zdravje, zmanjšajo količino krvavečih žepkov v ustih, potrebujejo na to nenadoma tudi manj inzulina za uravnavanje sladkorne bolezni. Tako da sladkorna bolezen je kontraindikacija, ampak mora biti nadzorovana, potem pa ni. En tak mit je tudi kajenje. Ne? Sploh so znani paradontologi, kirurgi, ki zobozdravnikom, pacientom, ki kadijo, implantatov ne ustavljajo, zato da imajo svoje povprečje višje, zato da je manj problemov. In lahko rečeš potem, jaz imam pa 99% uspešnost, če boš pa vsajeval vsem po vrsti, boš lahko imel pa tudi 97 ali pa še manj. In tu se pač moramo zavedati, da so neka tveganja, ampak spet dokazano je, oziroma študije kažejo, da kajenje najbolj vpliva na vsadke, na uspešnost vsadkov v fazi celjenja. Potem, ko so pa enkrat vsadki v ustih, če je dobra higiena, je ta vpliv kajenja manjši, je pa prisoten, tako kot je vpliv kajenja na razvoj parodontalne bolezni, tako je tudi potem na razvoj morebiti periimplantitisa ob samem zobnem implantatu. Ampak poudarjam, to je pač tveganje. Pacienta s tem seznanimo, ni pa zdaj, kot pribito, zdaj, če pa kadite 2 škatli na dan, zdaj pa ne morete imeti vsadkov. Lahko jih imate, obstaja pa določeno tveganje. Potrebna bo boljša ustna higiena, potrebnih bo več kontrol in na to pač je tudi ta uspešnost dobra. No, je pa tako, ne? Tukaj vsaj vidimo, kako pomembna je ta diagnostika. Morda tudi opozoriva na to, da vsakokrat, ko pride pacient na prvo srečanje z zobozdravnikom, verjetno tudi pri vas izpolni določene sezname, obrazce, odgovori na vprašanja. Tam včasih kar malo površno pogledamo, ne? Pa verjetno vi iz tistega že kaj prepoznate. Ali ne? Ali tako vprašate potem naknadno? Načeloma vsak pacient, ko pač pride do zobozdravnika ali zdravnika, izpolne vprašalnik o zdravju, ki je pač narejen po priporočilih Svetovne dentalne organizacije. In na tem vprašalniku je tako, bom rekel, na enem A4 formatu s tistimi vprašanji si mi že ustvarimo dobro sliko o pacientu. Tam je recimo tudi vprašanje o zakonskem stanu, najbližji sorodnik, poklica. To nam vse da vedeti, s kom imamo opravka, kaj lahko pričakujemo, kakšne zaplete lahko pričakujemo. In na to v nadaljevanju je tam tudi vprašanje o možnih alergijah, o komplikacijah pri anesteziji, o zdravilih, ki jih ima. In potem na koncu so tudi še naštete, bom rekel, kar mislim, da je 20 bolezni, ki jih potem s križcem obkroži, kaj bi imel. In za nas je pa to zelo pregledno vprašanje, ker na prvo vprašanje, ko je da in ne, in samo preletimo, če je kje da. Če so ne, je za nas zelena luč, lahko gremo naprej. In pomembno na koncu tega vprašalnika je pa to, da prosimo, da nas obvestite o spremembah vašega zdravstvenega stanja. Na kar tudi verjetno pozabimo, ne? Tako, zato sem to poudaril. Predvsem pomembno je, da pacienti, kadar dobite kakšna nova zdravila ali zdravila za redčenje krvi, da nas na to opozorite, zato ker to imamo mi v kartoteki navedeno na vidnem mestu, da takoj, ko odpremo vašo kartoteko, vidimo, ali ste na kaj alergični ali imate kakšna zdravila, ki vplivajo na potek našega dela, in zelo pomembno je, da nas o tem obvestite. Tudi telefonska številka, če se spremeni, ki bi jo naj vsak dal, in je tudi zahtevana na FDA vprašalniku, je
pameten podatek za to, da če pride do kakšnih sprememb ali da pri nas ne moremo ali da je treba termin prestaviti, da lahko tega pacienta pokličemo. Te vprašalnike je treba dejansko resno jemati in jih tudi mi shranjujemo oziroma morajo biti shranjeni tekom celega poslovanja. No, jaz sem krvodajalka in potem je enkrat ena medicinska sestra, ki mi je jemala kri, rekla, ja, veste, vi tukaj izpolnite nekaj tako na počes, potem tekom pogovora, pa mi marsikaj še izvemo o pacientih, česar sami ne izpostavijo tam. Zato sem rekla, da je verjetno tudi pri zobozdravstvu enaka ta diagnostika. Tako je, ampak če je ta vprašalnik, bom rekel, če je izpolnjen, je tako vodi pacienta, da praktično ničesar ne zamolči. Tudi vse transfuzije, ostali problemi, vse lahko napišeš noter. Tudi v nadaljevanju bomo govorili o zobnih implantantih in zobni higieni. Pripravite vprašanja in se vidimo kmalu. Dobrodošli nazaj v studio oddaje Halo zobozdravnik. Še vedno je moj gost, dr. Jure Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant. Dr. Robič, če mi je izpadel zob, potem je tukaj najbrž na tem mestu prisotno neko vnetje. In če mi potem vi vstavite implantant, to vnetje nič ne vpliva na ta novi vsadek? Ja, dobro vprašanje. Vpliva. Vpliva, zato je pomembno, da se vnaprej naredi diagnostika, da vidimo, kaj dejansko lahko pričakujemo. Zato se vedno naredi en 3D CBCT posnetek, kjer vidimo točen razlog, zakaj je bil zob, zakaj je zob potreben odstranitve in okolikor je tu neka vertikalna poka, v tem primeru vedno pričakujemo vnetje in bakterije. Zato se pripravimo na ta način, da pacientu že 1 uro pred posegom predpišemo antibiotik, zato da je sam antibiotik že v krvi prisoten, ko se bo naredil vstrdek in potem pač zavira rast bakterij. Hkrati pa mi vsako rano pred vstavitvijo implantata tudi kirurško očistimo. Se pravi, da se vso to vnetno tkivo ščisti, vse te granulacije se odstranijo. Tudi če je gnoj prisoten, potem, ko mi damo to vnetno tkivo stran, je rana v bistvu, bom rekel, makroskopsko čista. Za tisto mikroskopsko čistost imamo pa potem še bakterije, pa hkrati tudi človekov naravni imunski odziv. In pri zdravem človeku, ko je enkrat odziv, vzrok odstranjen, tudi ta imunski odziv potem počisti in razkuži. Ker vedeti moramo, karkoli naredimo, po tem posegu pride do vnetja, pridejo makrofagi, ki požro te bakterije in razgradijo vse te odpadne snovi. Hkrati pa mi vsadek, če v takem primeru vstavimo v del zdrave kosti. Vedno je potem vprašanje, kaj se pa zgodi s to umetno kostjo, ki jo vstavimo, se tudi ta inficira, ampak dejansko je stvar taka, da je človekov imunski sistem neka čudežen sistem, zares, kako se to brani in dejansko si lahko marsikaj privoščimo, ko enkrat odstranimo vzrok. Tiste prisotne bakterije v malem številu niso več problem. Je pa res, da se pravim, treba se je lotiti tako, kot je treba in v aseptičnih pogojih in to načeloma ni težava. Implantanti, o katerih govoriva, mi si verjetno predstavljamo, da so kovinski, ampak kolikor sem zasledila pred pripravo oddaje, obstajajo tudi brezkovinski. Nam jih lahko malo opišete, pojasnite? Lahko, to je trend v sodobnem zobozdravstvu, tako kot pri prevlekah, ki so bile včasih ali pa so še danes popularne te kovinsko-keramične, ko je bilo kovinsko ogrodje in česna pečena keramika. Danes praktično je težnja v tem, da grejo vse prevleke, vsi protetični izdelki v brezkovinsko keramiko. In podobno je tudi pri implantatih. Imamo danes na voljo že dobre brezkovinske implantate, ki so narejeni iz cirkonijevega oksida. Sej, ironija je tudi, da cirkon je kovina, ampak to je pač cirkonijev oksid. Tu gre za keramiko in ti keramični implantati se ravno tako urastejo v kost. Sicer je sam
potek vraščanja je malce drugačen. Na sliki tudi vidimo, schematsko na levi strani en kovinski implantat in en bel keramičen. Dejansko funkcionirata enako, je pa malce drugačen princip vraščanja. Na titanovega se namreč na površino kostne celice sprimejo in začno nalagati, pri cirkonskem pride pa drugače, pride pa, da je kost zraščena popolnoma do njega in to zagotavlja to frikcijo in ustavitev implantata v kost. Če pa to kost, na primer, je zanimivo, prerežemo na vsaki strani, jo damo na pol, pa implantat izpade. Pri titanovem pa ne. Titanov implantat je pa vraščen v kost nenormalno. Tudi, če je to samo 2 mm, to še vedno drži in ko ga odstranimo, zlomimo zraven nekaj kosti. Pri cirkonskem je ta princip drugačen, ampak enako deluje. Ima pa tudi svoje prednosti, v katerih bova povedala po telefonskem klicu. Ja, me zanima, bova prej sprejela telefonski klic. Dober večer komu. Halo. Dober večer. Kdo je z nami? Jože. Jože, spremljate našo oddajo. Ja. Kaj vas zanima? Pozdravil bi vas in gospoda doktora Robiča. Dobar dan. Jaz sem njegov pacient, kot mi je. Sem dobil pred 2 letama 2 šatka za spodnjo čeljust. Aha, lepo. Zdaj mogoče, ko smo s kolegom prišla, mogoče se me spomnite. Boste se morali priti malo pokazati. Ok, povejte, imate kakšno vprašanje? Zdaj pa vprašal, če je kdaj je kontrola. Ok, v redu, dobro vprašanje tudi za druge, da jim povemo. Vi veste, da ko sva dala mi 2 vsadke notri, ste imeli takrat po 6 ali 8 tednih naprej odtis in da smo naredila protetični del. Na to pa je prva kontrola bila po 14 dneh, zato da se preverita gris in če vse skupaj funkcionira. Na to pa rečemo, na to pa vi potrebujete normalne kontrole, ki so ali na pol leta ali na 1 leto. To je pa zdaj odvisno predvsem od ostalega stanja. Če gre tu za neko protezo na 2 implantatih, recimo, tu je dovolj enkrat na leto. Tu je dovolj enkrat na leto, da se pridete pokazati. Takrat veste, da tudi če zgubijo implantati to frikcijo do proteze, da se obnovijo, zamenjajo te matrice, s katerimi se na klik prime proteza gor. Če gre tu za gred, se zamenjajo povzila. Če gre pa za neke, bom rekel, prevleke na implantatu, se pa preveri stanje obzobnih tkiv, se predpiše morda kakšno čiščenje in je to. Nekih posebnih kontrol samo zaradi implantatov ni potrebno delati. Tako kot na splošno enkrat letno je dobro obiskati, pride do nas, da preverimo, če je vse tako, kot mora biti. Potem se tudi odločimo, na vsake 2 leti ponavadi se naredi ena rentgenska slika, če pa je karkoli sumljivega, se naredi pa prej. Tako da se vidimo spet naslednje leto. Najlepši hvala za odgovor. Enako tudi vam. Jože, to je res odlična novica, da vam zdaj nekaj časa ne bo treba k zobozdravniku. Lep večer in hvala za klic. Bom prišel na kontrolo zdaj. Tisto pa le. Lahko noč, lep večer. Lahko noč, hvala lepa. Govorila sva torej o keramičnih implantantih. Je še kakšna posebna prednost v teh belih vsadkih? Vem, da se najbrž sliši to malo bolj moderno, da si želimo vsi prehoda na brez kovinske stvari, pa vendarle, kakšne ima pa prednosti to konkretno za pacienta? Tako, zdaj bom pošteno povedal. Te beli implantati imajo naziv tudi bio. To je neka niša, ki se zelo razvija. Mi vemo, da imamo pač ta biotrg ima nek določen procent ljudi, ki so za to pripravljeni plačati več. Glede samega vsadka med se pravi belim keramičnim in titanovim v funkciji ni razlike. Oziroma spet je razlika, zato ker določenih stvari, ki jih lahko si privoščimo delati na titanovih implantatih, ko lahko na 2 implantata postavimo 4 zobe, naredimo gor mostiček. Pri teh belih si tega zaenkrat še ne dovolimo, ne upamo, zato ker lahko počijo. Oziroma, tako bom pošteno povedal, nimamo niti še dovolj izkušenj. Zato ker na svetu so recimo veliki proizvajalci, kot je Straumann, ki ima zelo razvito zdaj te bele implantate z dvodelnim, se pravi, da je enako kot pri klasičnem implantatu, da gre v kost implantat in potem na njega tudi beli opornik.
bomo rekel, tudi vsi konvencionalni proizvajalci imajo na voljo danes neke cirkonske bele nadgradnje za implantat, medtem ko je ta del, ki gre v kost, je pasiv, je iz titana. Straumann je zdaj prvi, ki ima res cel sistem izdelan, da je vse od tistega vijaka notranjega narejeno iz cirkona. Če mene vprašate, bom pošteno povedal, da neke prednosti dejansko ne vidim. Ponujamo oziroma ne ponujamo jih, imamo jih za tiste, ki specifično vprašajo in želijo imeti te bele implantate, zato ker je tudi cena, bom rekel, kar znatno višja. Hkrati pa ima prednost zgolj v tem, da se na cirkon manj nabirajo zobne obloge. To govorimo, če pride do težav, da se enkrat implantat izpostavi v ustno votlino, da se mehka tkiva in kost ob implantatu stopijo, se na tak implantat potem zobne obloge na cirkon bistveno manj prijemajo kot na titan. Ampak tako bom rekel, če je vse v redu in tako kot pričakujemo, do tega ne bo prišlo. In se mi zdi, da je malo, bom rekel, zmotno že na začetku potem implantate postavljati tako kot titanovih ne bi, ker vseeno na dolgi rok, ne vem, težko rečem, če je to, bom rekel, če je prav, da naredimo tako, da so recimo že navoji, da gledajo ven, ali pa da se del implantata vidi v ustni votlini, zato ker implantat mora biti pod nivojem dlesni, v usta pa naj gleda potem nadgradnja in zobna krona. In tudi strah, da bi se ta siv del implantata videl v ustih, je v bistvu odveč, če je vse narejeno prav, če so mehka tkiva ob implantatu pravilno vzdrževana in tudi če jih ni, se jih da pa presaditi. Tako da tu sem malo zadržana. Kot zanimivost lahko povem, da obstaja celo metoda, ko mi zob izdremo, ga poskeniramo in potem nam tehnik sfreza kopijo, repliko tega zoba iz cirkona in potem ta zob dobesedno zatolčemo s kladivom v čeljustno kost. Zdaj, če je to enokoreninski zob, pa ne si predstavljate, ena korenina gre ven, mi naredimo točno takšno repliko iz cirkona in jo vstavimo notri. In zadeva funkcionira, ampak spet težko se je za to odločiti, da bi delo masovno, zato ker če pride do težav, oziroma ne moramo niti tako hitro narediti, ker moramo najprej ta zob, se pravi avtomatsko zred, ga poskenirati, sfrezati iz cirkona in ga dati sintrati in to traja nekih 8-9 ur. Pacient potem naslednji dan pride, da to rano spet odpremo, to, bom rekel, zabijanje tudi ni prijetno in načeloma tega ne počnemo, zato ker so te konvencionalni cilindrični implantati, bom rekel, zelo predvidljivi, da se tega nekako ne gremo. Morda pa bo. Lahko postavite recimo na tehtnico, koliko naredite keramičnih implantatov in koliko običajnih v vaši ordinaciji, mogoče zdaj statistično? Če govorimo, jaz bom rekel, mislim, da je celo manj kot 1%. Zato ker pač ima svoje prednosti, ima slabosti, ampak vedno je tako, če terapevtu nekaj verjame, lažje pacienta prepriča, ampak kot sem rekel, jaz osebno ne vidim neke, bom rekel, takšne prednosti, oziroma lahko pa tudi te keramični bojo čez 10 let privedli do veliko komplikacij. Je pa še res, da nam tudi proizvajalci še niso uspeli, bom rekel, zagotoviti to dolgoročno uspešnost, dolgoročne študije. In lahko, da neka stvar deluje 5 let odlično, ne vemo pa kako, da bo čez nekaj desetletij ali samo čez 5 let. Zato mislim, da je tu, pač se tega lotevamo z zadržki, se učimo, tako kot vedno in verjamem, da je tu z nekim uveljavljenim proizvajalcem, kot je Straumann, ne bo težav oziroma da bodo manjše. Ne bi si pa upal ustavljati nekih manjših, manj znanih podjetij. Recimo Švicarji imajo nekaj teh podjetij, ki imajo tudi te bele implantate, bom rekel, cenovno za enako ceno kot klasične titanove, ampak se pravim,
tu si ne želimo zaenkrat nakopati problemov in delamo to z zadržkom. Morda se bo pa vse spremenilo, a ne? Morda bomo čez 10 let rekli, ja, zdaj pa pač promoviramo bele implantate, ki so boljši. Se je na koncu izkazalo, da so pa recimo boljši za pacienta, ampak No, se to ste dobro zdaj napeljali, ne? Se pravi, prihodnost, ne vem, 10-20 let, to so beli implantati ali poskenirani zobje, ki vi vidite? Tako bom rekel, ne, zdaj trenutno, če rečemo, kaj je trend, ne, in kaj je danes cilj zagotoviti, da bi vsak implantat lahko takoj restaurirali. Ne. Jaz bom rekel, pri nas, bom rekel, nekje 70% zobnih vsadkov se restaurira takoj, da ko jih ustavimo, da jih takoj nadgradimo z neko začasno prevleko, ki ni polno funkcionalno obremenjena, ampak toliko je, da ima človek ta zob v ustih in da ni brez zoba. Ne. Danes je pač cilj, če pokažemo sliko, je ta takojšnja obremenitev, ker potem, ko mi zob zdremo, ustavimo vsadek in potem naredimo zobno krono, ki vzdržuje tudi ta obzobna tkiva, dlesen. Na sliki vidimo lepo, kako praktično ne vidimo razlike med pravim zobom in implantatom, zato ker je tudi ohranimo to medzobno papilo, to dlesen med zobmi. In če tega ne naredimo takoj, ko zob zdremo, bo med zobmi nastala ravna ploska. Ravna pač in to zelo težko potem obnovimo to papilo. Če pa mi ustavimo implantat in začasno krono takoj, pa dlesen ostane tako, kot je bila in imamo ta maksimalni estetski izplen. Zato mislim, da bom rekel, srednjeročno bo šlo vse v to, da se bo vsak zob nadomestil in nadgradil takoj, da ljudem ne bo treba več nositi teh žabic, delnih protez, ki se jemljejo ven, s katerimi se ne da niti jesti. Težimo k tem, potem morda kakšni novi, bolj napredni materiali za dograditev kosti. Tu osebno vidim neke težnje, kaj si želimo. Če bodo pa to potem beli implantati, bomo pa videli, ampak to mislim, da sploh ni takšen problem, ker presedlati z titanovih na cirkonske praktično ni nobena težava, zato ker je sam protokol ustavitve zelo podoben in to je malenkost. Vse ostalo, vso ostalo znanje, kako z mehkimi tkivi, kako tehnično narediti vse takoj, da zadeva funkcionira in estetsko in funkcionalno. Tu še imamo nekaj prostora. Za razvoj. No pa dobro, recimo človek v svojem življenju ne zdravi samo zob, lahko, da bo kdaj potreboval tudi CT, morda magnetno resonanco. Kako pa je v takem primeru? Ali te titanovi implantanti imajo kakšne težave, povzročajo težave pri tem? Ne. Treba to kako varovati? Ne. Tu se tudi pojavlja dosti zmede, ker se je začelo govoriti in potem govorijo naprej, da če pride do neke srčne operacije, je treba implantate ustaviti. Ne. To gre, pri zobnih vsadkih jih ni potrebno ustavljati, zato ker to je v organizmu vgrajeno, ni nobenega vnetnega procesa ob njih. Ponavadi kardiologi zahtevajo odstranitev žarišč ali fokusov, ki so pod mrtvimi zobmi in ti zobje imajo zatičke, koreninske zatičke, ne implantate. In to je tisto, kar smo na začetku obdelali s tisto sliko, razlika med zobnim vsadkom in koreninskim zatičkom. Zobni vsadek ni kontraindikacija za nobeno operacijo, z njim lahko gremo brez težav na magnetno resonanco ali CT slikanje, zato ker titan ni feromagneten. In vsi ti naši vsadki so čisti titan, notri ni aluminija, to je potrebno poudariti, zato ker nekateri slabši proizvajalci imajo namreč notri prisoten aluminij, zato da izboljšajo te lastnosti titana, da jim ne poka, hkrati pa prisotnost aluminija v organizmu lahko deluje rakotvorno. Zato je tu pomembno, da se vsak implantat, ki se ustavi v telo, da vemo, kaj ustavimo. Zato se vedno tudi pacientu da certifikat, na katerem je pač opisano, kateri implantat ima. Če se prestavi, gre drugam, se preseli, da se dobro ve, kateri vsadek ima in s katerim orodjem ga potem lahko
naprej nadgrajujemo ali morda kdaj kasneje rešujemo zaplete. Vi ste prej že omenjali različne proizvajalce, različne dobavitelje, tudi cenovni razponi so verjetno različni, pa vendarle, ali paciente zanima, najbrž bi jih moralo, kako se ti implantati razlikujejo med seboj? To se mi zdi še eno tako bistveno vprašanje za nocoj. To je vprašanje, ja, ki je aktualno, ki se ga pacienti načeloma ne zavedajo, ker dostikrat vidim, ko pride, ja, imam švicarski implantat ali imam nemški implantat, to nič ne pomeni. Ena naprava za izdelavo implantata je lahko zelo poceni, pomembno je, da imamo vsadek, da je to, ki je od proizvajalca, ki ima kilometrino, ki ima nek, bom rekel, velik tržni delež, zato da se vsake, bom rekel, neke male težave manifestirajo v velikih številkah, zato da potem se to tudi raziskuje, zakaj je prišlo do težav in da se te težave odpravijo. In tu smo z nekim znanim uveljavljenim sistemom, bom rekel, na varni strani, medtem ko pa kak proizvajalec, ki na leto naredi nekaj 10.000 implantatov, to je pa garažno podjetje, če tako gledamo, in tu nikoli ne vemo. In tudi implantati se močno razlikujejo v sami povezavi med zobnim vsadkom in nadgradnjo. Zdaj, ko so patenti padli, so vsi začeli kopirati ta platform switching, če pokažemo na sliki, kaj to pomeni. To pomeni, da je implantat širši in je nadgradnja ožja. In ta, bom rekel, enostavna funkcija nam preprečuje izgubo kosti ob implantatu. Prvi, ki je imel to patentirano, je bil Ankylos in sedaj, ko so patenti padli so, bom rekel, vsi večji proizvajalci in manjši začeli ta sistem kopirati. Potem je pa seveda tu še pomembna natančnost, kako prilega ta nadgradnja v implantat, zato da je ta špranja tako majhna, da niti bakterije ne morejo tam mimo prijeti. In to je pa zelo težko narediti. In tu se potem razlikujejo detajli med, bom rekel, dobrim, odličnim, pa malo manj dobrim implantatom. Vsi bodo v ustih, vsi so v ustih, problem je samo v tem, kakšno imamo stanje obzobnih oziroma tkiv ob implantatu, ali se nam kost topi in kako hitro se nam topi. Ker čisto tako strokovno sprejemljivo je, da se v prvem letu oziroma prvih 2 letih izgubi 2 mm kosti ob implantatu, na to pa 0,1 mm na leto. Ampak danes, za naše standarde, za implantate, ki so danes na tržišču, je 2 mm izgube kosti, bom rekel, že kar slaba popotnica za naprej in si tega ne želimo, ker danes znamo kost ob implantatu povsem ohraniti ali jo pa še celo v bistvu prisiliti, da zraste nad implantata. In tu je šlo v preteklih letih pojmovanje uspešnosti v implantologiji zelo naprej, ker danes nas ne zanima samo, kako dolgo bo implantat držal, ampak kako dolgo bo v ustih lepo funkcioniral, z zdravimi obzobnimi tkivi. In dejansko uspeh je takrat, ko imamo v ustih nek zob, ki ima zdravo dlesen, ki ga lahko normalno čistimo in tudi estetsko zgleda. No, naj nama režija dovoli še tole vprašanje in kratek odgovor. Kakšna je uspešnost teh implantatov oziroma na kaj lahko računamo potem, ko ga dobimo na 10, 20, 30 let doživljenjsko? Skratka, zanima me ta povratna informacija o uspešnosti. Kot sem enkrat že rekel, tista prva uspešnost, da se implantat ustavi, je nekje 98%. Jaz govorim svoje procente, to je to, 98%, se pravi od 100, da se 2 ne primeta, da se ne urasteta, kar ni nek problem. Potem pa imamo tu še dolgoročno uspešnost. In kot sem že povedal, vsi te sodobni implantati, nove površine so se začele leta 2000. In trendi kažejo, da se pravi teh 18 let in predvsem v zadnjih 10 letih, da nam zelo dobro uspeva. Da imamo v ustih implantate, ki so notri 10 let, pa so praktično po 10 letih je stanje na rentgenu nespremenjeno, kar nas navdihuje, in mislim, da bodo te implantati dolgoročno uspeli. A kakor sem pa rekel, več kot 18 letih nima pa še nihče notri, zato ker vsi implantati, ki so bili pred letom 2000, so imeli drugače obdelano površino. Tam je bilo drugače, je bila sama ustavitev implantata bolj tvegana, je bilo tam nižja stopnost uspešnosti, včasih je bila okoli 60%, recimo najboljši kirurgi so dosegali 80% uspešnost, da se je implantat prijel. Ampak potem, ko se pa enkrat je pa tisti implantat, bom rekel,
skoraj zavedno tam, zato ker je drugačna površina. Danes so površine spet drugačne, se razvijajo, proizvajalci se razlikujejo med seboj in tu je pač veliko odprtega in dejansko ne moreš garantirati pacientu, da bo to imel doživljenjsko. Pač ne zdi se mi humano. Proizvajalec sicer garantira doživljenjsko uspešnost implantata iz vidika mehanskega vidika, biološko pa pač nihče tega ne more garantirati. Zato se pač rečemo, potrebno je vzdrževati dobro ustno higieno, ob rednih kontrolah bi to moralo držati za zelo, zelo dolgo. Hvala lepa za nocoj. Upam, da ste tudi vi navdahnjeni z novimi informacijami in predvsem motivirani za ohranjanje zdravja svojih zob. Lahko noč do naslednje srede.